Danes torej v prebranih celicah priporočamo kar 2 deli. Najprej seveda Tolkienovega Gospodarja prstanov, letos je namreč 70 let, torej mineva od prve izdaje. Druga knjiga pa je tale 130 utripov na minuto. Tole ni knjiga samo za tiste, ki ste se že srečali s tesnobo, notranjo stisko, ki se pojavi pred spraševanjem v šoli, na športnem tekmovanju ali nastopom pred sošolci in starši. To besedilo je tudi za tiste, ki tovrstnih stisk nimate, jih pa lahko prepoznate pri drugih in jih ob tem prisluhnete. Brala sta jo Bor in Maruša. Tole je zgodba 15-letne Pi, ki pred nastopom angleščine omedli pred celim razredom. Izkaže se, da jo tesnoba in strah spremljata že daljše obdobje. Bor, ti si se srečal kdaj s takim strahom? Ne, jaz pa ne. Pač za šolo se dosti pripravljam, pred temi spraševanji pa testi. In pa da so še kakšni moji sošolci v osnovni šoli. In pač da so podali dobili kakšno slabšo oceno ali pa so tudi sam doma ostali, ker pač jih je bilo toliko strah, ker niso zaupali vase. Ampak ja, ni tesnoba, tudi sam to, pač nek strah pred šolo, tudi ne vem, ker ti ni prijetno, da si v neki tuji družbi, ne vem, v družbi ljudi, pač, ki jih ne poznaš tako. Ja, tole ni depresivna knjiga, ne? To je zelo zabavno delo, ki pa predvsem želi, mislim, da sporočiti, da moramo dovoliti, da imamo te občutke, da jih moramo sprejeti in predvsem, kako postaviti to gospo tesnobo na stranski tir. In mislim, da je to tudi vodilo dansko pisateljico pri pisanju. Zato jo sprašujem, kaj je bila ta glavna misel, ko ste pisali 130 utripov na minuto? Hello Slovenia, hello from Copenhagen. I'm standing in my living room and you asked me what the main message of my book is. And I guess that it's something about that throughout life there will be difficult periods, there'll be ups and downs, and you'll experience that. And you also learn a lot from it. You learn something that you can use further on in your life. Hvala lepa, Mete. Bor, česa je tebe naučila ta knjiga? Ja, jaz sem se pač naučil, da ne, tesnoba pač je, da jo ima veliko ljudi in da pač jo moraš sprejeti, je pa fajn, da se nekomu zaupaš, ker ti pač on s tem najbolj pomaga, ne. Ti pa pomaga ti pač, da ti prisluhne, ne, te spoštuje. Ne, fajn je tudi, da te zamotijo, da pač odmisliš to, kakor so tudi tukaj v knjigi, ne, da je pol delala neke uhančke za sosede, za prijateljice. Ne, to mi je fajn. Tvojim besedam ni kaj dodati. Besedo predajam v studio. Hvala Maruša in Bor, jaz pa z veseljem vajnim besedam dodam še tole vprašanje. Knjiga govori o tesnobi, ki se pogosto pojavlja tudi v šoli. Katero je eno izmed veden v šoli, ki lahko kaže, da se oseba spopada s tesnobo? A. Oseba se hitro razjezi. B. Oseba se oddaljuje od prijateljev. C. Oseba pogosto manjka v času ocenjevanja. Ali D. Oseba med poukom pogosto spi. Kako pozorno ste torej poslušali ta pogovor? Menite, da je odgovor C. Bor pove, da njegovi sošolci pogosto manjkajo, ko se bliža ocenjevanje, saj je to eden izmed osrednjih virov tesnobe v šolskem okolju. In pravilen je res odgovor C. Čestitke!